Če vas zanima, zakaj v času digitalne preobrazbe in umetne inteligence velja vlagati v troje, v glavo, srce in roke, potem nujno poglejte tole oddajo, Razkrijemo skrivnost. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Zlata rezerva. Danes bomo ponovno iskali pot do pravega premoženja, tistega, ki ga ne more izbrisati nobena kriza. Danes v oddaji gostimo dr. Dana Podjeda, antropologa, rednega profesorja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in višjega znanstvenega sodelavca na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Dr. Dan Podjed je v knjigah, kot sta Videni in Krizolacija, seciral zapleten odnos, ki ga imamo ljudje s sodobno tehnologijo. Z Danom se bomo pogovarjali o tem, zakaj sta v dobi digitalnega nadzora prav zasebnost in analogna povezanost morda naši najdragocenejši zlati rezervi. Dr. Dan Podjed, lepo pozdravljen, dobrodošel v oddaji Zlata rezerva. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Dragi gledalci, z Danom se poznava že nekaj časa, zato dovolite, da se tikava, ker nama bo lažje steklo. Je v redu tako? Velja. Hvala, Dan. Pa začniva z eno temo, ki mi je zelo blizu v tem digitalnem svetu, o pomenu analognega sveta. V zadnji reviji Adma si v intervjuju spregovoril tudi o analogni preobrazbi. Zakaj se ti zdi ključno, da se v digitalnem svetu vračamo vedno znova nazaj v analogni svet? Mislim, sej nazaj se ne moremo vračati, gremo vedno naprej v času, v prostoru, ampak kar se mi zdi ključno pa je, da združimo dvoje. Torej, da ne gremo naprej zgolj z idejo, da je digitalna preobrazba edino, kar nas čaka v prihodnosti. Jaz mislim, da moramo po eni strani iti naprej, seveda, tudi digitalno, hkrati pa spodbujati tudi analogno preobrazbo. In ko govorimo o tem, včasih mislijo, potem si pa verjetno ludist, verjetno svetuješ, da razbijemo telefone, uničimo računalnike, se slečemo do golega, stečemo nazaj v votline. Ampak ne gre za to. Gre za to, da uravnotežimo življenje med tem dvojim. Tudi ti imaš pred sabo tablico, ki je prav, da jo tu in tam izklopiš. Že zdaj smo približno polovico budnega časa odrasli pred zasloni. In jaz mislim, da imamo tudi to pravico, da smo tu in tam odklopljeni, samo ljudje, da ni treba, da smo nenehno povezani z napravami. In v bodočnosti, če bomo povezani prek Neuralinka, recimo direktno z napravami, a smo potem še ljudje? Jaz mislim, da ta preobrazba, ki nas nedvomno čaka, mora biti zagotovo ukrojena po meri človeka. In to, da si privoščiš odklop, to pa je vendarle temeljna, univerzalna človekova pravica. Bi morala postati pravzaprav, ne? Bi morala postati. Meni se zdi tako pomembno, da bi jo morali zapisati v ustavo, kjer imamo pravico do čiste pitne vode, zakaj nimamo še pravice do odklopa. In če se zdi samoumevna, pomisli ti, ne pomislijo gledalci, kaj je bila prva stvar, ki ste se jo dotaknili danes zjutraj, takoj po prebujanju. Zelo verjetno je bil to zaslon. Torej, a smo se sposobni odklopiti, če pa imamo naprave nenehno ob sebi? Zakaj potrebujemo odklop? To je naša zlata rezerva pravzaprav. Zato, ker v odklopu nastanejo najbolj človeške ideje. In takrat se lahko res posvetiš nekomu. Pogovoru, ljubezni, druženju, čemurkoli. Ja, to je res področje, kjer je vendar tehnologija kot taka je res je mamljiva. Zdaj prinaša pa še nekaj, kar morda premalokrat pomislimo, oziroma posledica tehnologije je tudi stalen nadzor, ki ga vnaša v naša življenja. A je morda zasebnost nekaj, kar bi mogli v tem obdobju še bolj na nek način zavestno gojiti in razvijati v tej dobi? Mogoče je prav zasebnost temelj tega odklopa, ker
poglej, te naše oaze zasebnosti izginjajo. Ja, V spalnici imamo takoj ob vzglavju telefon, na stranišče, to je bila še zadnja oaza zasebnosti, gre več kot 70% odraslih s telefonom v roki. Telefoni so ves čas z nami, ali pa druge pametne naprave. Ti imaš uro na roki, ki je že na pogled precej pametna. Se tudi moja je pametna, ampak je videti bolj nespametna Analogna. ali pa neumna. In ker imamo s sabo tovrstne pripomočke, smo ves čas tudi sledeni, pravzaprav nadzorovani. Tega se moramo zavedati. Saj pametna ura, kot razkrije Zsuzsanna Zuboff v knjigi Doba nadzornega kapitalizma, The Age of Surveillance Capitalism, te ure niso namenjene zgolj temu, da vejo, koliko korakov si naredil danes, koliko pa si jih. A ti piše? Bom jaz 6000. 6000, jaz pa res katastrofa, 2400, tako da grem potem takoj na sprehod. In merijo tudi seveda, kakšne so tvoje, recimo, posteljne aktivnosti, ker jih zelo zanima proizvajalce tovrstnih naprav, recimo, kakšna je spolna kondicija ljudi, zato da dobijo potem v primernem trenutku oglase za tabletke, recimo, ki izboljšajo njihove tovrstne dejavnosti. In od tega podatkovnega kapitalizma, o katerem govori Zsuzsanna Zuboff, smo naredili zdaj korak naprej v zadnjih 20 letih k nadzornemu kapitalizmu in potem še korak naprej k kapitalizmu, ki je utemeljen na čustvih. In tu smo, ta hip. Ker tisti, ki pridobi naša čustva, pridobi našo pozornost in zato so zdaj postajajo bolj aktualne neke naprave, rešitve, kot so ChatGPT recimo, s katerim smo začeli gojiti pa skoraj čustven odnos. Tako da to je en del te digitalne preobrazbe, na katerega moramo biti pa res pozorni. Približno tretjina najstnikov od tistih, ki uporabljajo klepetalnike, ki temeljijo na umetni inteligenci, jih uporablja prav zato, da dobijo nek sočuten odgovor na svet, kakršnega bi dobili od prijatelja. Jaz mislim, da si moramo vzeti čas zase, prav v tem času namenoma, za svoje otroke, za ljudi okrog nas, da jih spet pogledamo, se jim posvetimo, se jih dotaknemo. Čim večkrat. Zaslona telefona se dotaknemo 2617krat dnevno. Kaj pa človeka? Verjetno nekaj 10krat manj, bi si mislil, če ne 100krat manj. Upam, da ne 2617krat, se vam zmeša, si predstavljate, da vas nekdo žoka od jutra do večera. Ampak zakaj sem to ponazoril? Ker digitalnim napravam dajemo res veliko pozornosti, tudi dotikov, ljubezni. Ampak kaj pa človeku? Jaz mislim, da imamo tudi neko pomanjkanje, čutimo tega. In se mi zdi, da se moramo namenoma odklopiti od zaslona, se dotakniti človeka. Na predavanjih dostikrat priporočam, naj bo zadnje, česar se dotaknete danes, preden greste spat, živo bitje. Lahko, ne vem, pobožate rastlino ali pa domačega ljubljenčka, psa, mačko. Lahko se celo dotaknete partnerja ali partnerke. Mogoče bo večer zanimiv, obljubiti seveda ne morem tega. Mogoče bo partner presenečen, kaj se me pa ta dotika. Zakaj ni z zaslonom? Tako da vse to so neki recepti, ki jih moramo upoštevati ali pa jih lahko upoštevamo, ampak zavedimo se, te naprave nam lahko tudi neizmerno koristijo, da smo boljši ljudje. Torej ni vse črno v digitalizirani prihodnosti. Prihaja pa zdaj še nova stopnja te naše digitalne, odvisnosti. Velik poudarek je na uvedbi, na uvajanju digitalnega denarja, digitalnega plačevanja. Moram reči, kot potrošnik sem izredno zadovoljen, da lahko s telefonom uro plačujem, to je izredno ugodno. Prinaša pa to tudi določene slabosti, z vidika nekega nadzora, tudi z vidika tega, da morda se zgodi, da nas od vsega tega odklopijo tisti, ki to kontrolirajo. Kakšen je pa tvoj pogled na to, na digitalni denar? Se strinjam s tabo, prinaša kup prednosti, ampak tudi kup problemov. Predvsem zato, če so recimo ameriška podjetja tista, ki nadzirajo večino plačilnega sistema prek kreditnih kartic na tem svetu in se ameriška vlada nekega dne odloči, vi pa niste več plačilno sposobni, pa vi ne smete več opravljati transakcij, pa si izbere nekoga,
in ga na ta način kaznuje. In ko nas izklopijo iz plačilnega sistema, praktično nismo več ljudje. Mislim, se ne moreš več opraviti ničesar. Ne moreš na potovanje, ne moreš v trgovino, ne moreš čez mejo, niti ne moreš si naročiti neke stvari po spletu, ker nimaš veljavne kreditne kartice. Tako da bodisi si moramo zagotoviti neko avtonomijo na tem področju, bodisi, vsaj zaenkrat, ostajati pri fizičnem denarju, s katerim lahko še vedno plačujemo. Ja, ker v bistvu to je edino, kar ti ne morejo čez noč na nek način vzeti, a ne? Denar morda Razen tudi... inflacija ti to vzame, potem, če imaš kje v nogavici, potem ti ta kupček počasi kopni. Ampak ja, res je, ne morejo ti ga vzeti. Tukaj je pa tudi rešitev, ne? So pa mogoče plemenite kovine, ki ti tudi... Okej. Ja. Bom razmišljal o tem, da si dam zdaj pod vzglavnik kako zlato palico. Kakšen kovanček, ja. Dobra ideja, hvala. Ja, ker morda je tudi to, da imamo, rekel, v teh časih neko, rekel, gotovino, ne? Rekel, je neka rezerva, ki nam da mir, da nas v primeru, da se komu zamerimo od oblastnikov, nam omogoči, da še vedno obstajamo pravzaprav, ne? Ker denar je že itak fikcija. Ja. Mislim, od nekdaj je denar pravzaprav fikcija. Gre za neko vrednost, ki je vse manj utemeljena na nečem realnem, od tistih dejanskih zlatih kovancev, ki so imeli neko vrednost, zato ker smo se dogovorili o tem, vse zlato samo po sebi je vredno nekaj zato, ker smo mu mi pripisali to vrednost, smo prišli zdaj do kriptovalut, recimo, pri katerih je pa kriptično izpuhtela vsa ta podlaga prejšnja. Mislim, kaj je pravzaprav kriptovaluta? Kaj je to? Mislim, kje je njena dragocenost? Razen v tem, da je seveda redka, zaradi tega, ker jih je omejeno število in jih ne more biti vedno več. Tako da tu gre za nek dogovor, za konsens, kaj ima vrednost, kaj nima. Meni se zdi večji problem to, da pozabljamo v tej gonji, mogoče za kopičenjem bodisi materialnih dobrin, bodisi tega fiktivnega premoženja na računih, da pozabljamo na ljudi spotoma, na razmerja, odnose. Jaz sam res prisegam na to, da je treba najprej v to investirati, v dobra razmerja z bližnjimi. Ker je to tisto, kar je na koncu, ko narediš obračun, ko potegneš črto, tudi najbolj pomembno. Tisto, kar šteje, ne? Dan, hvala lepa. V prvem delu naše oddaje današnje smo spoznali, kako smo v bistvu v tej dobi tehnologije povezani, nadzorovani tudi in tudi kako neko svobodo, neko neodvisnost, tudi neko diskretnost še vedno ohranjati. Zdaj v naslednjem, drugem delu oddaje smo pa dotaknili tudi tega, kako si zgraditi nek mir, dodaten finančni mir, kako graditi neko samostojnost v tej dobi, ki je pred nami. Do takrat vam pa midva dava mir. Tako, hvala. Hvala. Dan, hvala lepa za osebni vpogled v to analogno preobrazbo, ki jo moramo v tej dobi tehnologije vsak pri sebi zavestno izvajati. Dotaknimo se pa zdaj tega neizprosnega sveta, tudi tržne ekonomije, ki nas pač sili v določena dejanja in ravnanja. Pa pojdiva najprej na izzive, ki si jih opisal tudi v knjigi Antropologija med štirimi stenami, kjer si napisal, da dolgovi ljudem tudi kradejo mir. Ali nas morda zadolženost dejansko zasužni in nam vzame tisto, kar je najdragocenejše, naš čas? Mislim, po eni strani nam da svobodo za nekaj časa, ampak kot, ne vem, odplačevalec kredita za stanovanje, mislim, da imam še 15 let pred sabo te kreditne dobe, preden bom spet prost. Vem, da me pa malce tudi mori in skrbi. Kaj pa, če tega ne bom mogel odplačevati? Tudi zato se seveda trudim, delam čim bolje, kar mogoče niti ni slabo. Ne vem, če bi sicer se trudil tako. In ja, je neko breme, ki ga vlečem s sabo. In to 30 let, na 30 let sem si vzel ta kredit. Tako da življenje. Zato sem se recimo znebil nečesa, ker avtomobila.
v našem življenju. Zdaj, ko govorim o tej temi, moraš vedeti, da je to zelo sporna tema v Sloveniji. Kadarkoli govorim o tej temi, dobim potem komentarje, da ta nam hoče pa avtomobile pobrati, pa kakšne neumnosti pa kvasiš. Tako da poudarjam, No, z veseljem slišim. izjava, poudarjam za javnost, življenje brez avtomobila nikakor ni za vsakogar, sploh ne v Sloveniji, z tako infrastrukturo, kot jo imamo danes. Če bi to želeli uresničiti bolj splošno, bi morali imeti boljšo železniško infrastrukturo in boljše avtobusne povezave, recimo. Tako da za začetek povem to, preden se ljudje razjezijo. Je pa res, da smo prav v času pandemije covida se pri nas doma znebili avtomobila. En avto smo imeli, pa smo družina, v kateri so 3 otroci, 2 odrasla in smo imeli tudi veliko raznih razvažanj na te in one prireditve, športne dogodke in vse ostalo, pa je tudi kar precej poti, ampak se da. In ne samo to, precej za to prihranimo. No, bilo je pa tudi eno veselje, čeprav razumem, ta avto je bil v času, bi rekel, covida, se je leasing iztekal in je bilo tudi ta zaključek leasinga, se pravi, ko ste avto doma odplačali, je bilo eno tako, bi rekel, veliko olajšanje. Ja, takoj sem ga prodal potem. Takoj. Takoj. Pazi, jaz sem dobil tako plaketo, kjer je z zlatimi črkami pisalo, da sem postal srečni lastnik avtomobila, ne vem, če ravno srečni, ampak prav spomnim se, z zlatimi črkami so mi postali obvestilo po 7 letih odplačevanja, spodaj je pa pisalo, da podpisana je bila pa lizinška hiša v oklepaju v stečaju. Tako da sem si mislil, no še krasno, da smo tole pravočasno odplačali. In takoj, ko sem ga odplačal, sem potem tega reveža od avta, ki se ga malo tako poosebljam, prodal. Reveža zato, ker je šel v Ukrajino tisto leto. Upam, da se mu je življenje potem tam srečno nadaljevalo. Ja, tudi jaz. Zdaj to je tista, rekel, če gremo na ta potrošniško družbo, je odločitev, da se nekega udobja, rekel, odrečeš v zameno za neko svobodo v resnici, ker, rekel si, kar razumem, ste res veliko znatno privarčevali s to odločitvijo, 2 do 3 tisoč evrov letno. To je en lep dopust. Lep dopust, Če gremo na to temo naprej, eno od tvojih raziskovalnih področij v preteklosti je bilo tudi naš odnos do smeti. In kako v bistvu lahko z nekim zavestnim ravnanjem zelo zmanjšamo kot posamezniki tudi embalažo. Vodi pa to zelo hitro tako razmišljanje do racionaliziranja nakupov, pa odpravljanja tudi nepotrebnih nakupov. Pa če bi morda na to temo kaj povedal, kako gledaš na to področje zdaj, ko je bilo to raziskovalno obdobje zaključeno? Z veseljem. Tudi tako, da kupujemo malce bolj razsodno, si kdaj pokrpamo kakšne nogavice recimo in ponosimo srajce in majice do konca. Na ta način sem ugotovil, da tudi pri nas doma ogromno prihranimo. Predvsem pa s tem, da ne kupujemo impulzivno. Sam in pravzaprav v naši družini se izogibamo tega impulzivnega nakupovanja, tako da gremo manjkrat v nakupovalno središče in ker nimamo avtomobila, kupujemo po spletu. Torej nam na dom dostavijo tisto, kar potrebujemo in večinoma so to bolj ali manj enake reči, enaki izdelki. Ker ko greš pa v trgovino, te pa seveda tam zamika in te premami to in ono in tretje in potem imaš kar naenkrat dom poln stvari. Že itak imamo dom poln stvari. Najbolj vesel sem zdaj, v nekih letih si najbolj vesel, ko kaj vržeš stran, ne pa ko imaš še eno stvar več, ki jo moraš nekam dati in postaviti. In na ta način, če kupujemo manj, seveda ogromno prihranimo in pa hkrati prihranimo precej bremena planetu, teh smeti. Ker prej ali slej te stvari, ki jih kupimo, postanejo smeti. In naše garaže, podstrešja, kleti se spreminjajo v nekakšne purgatorije za stvari, ki bodo kmalu smeti. Prav včeraj sem neko tako uro, neko budilko, sicer kar drago, vem, da sem plačal okrog 200 evrov za njo, ki te zbudi tako svetlobo, se mi je zdela takrat zanimiva inovacija, ampak pač njo opustil. Če 7 let nečesa ne uporabljaš, pač sem jo mislil nesti najprej v smeti,
potem sem jo postavil tam zraven zabojnika za smeti, potem sem pa pozvonil sosedi in ji to budilko izročil in ona je bila zelo vesela zaradi tega. Tako da mogoče moramo biti bolj pozorni na to, kaj kupimo, kaj bomo res potrebovali dolgoročno in da, ne vem, kupujemo preprosto manj, pa tisto boljše. Ja, tako. Ker zdaj, če v eni od knjig si pisal nov koncept beseda krizolacija. In eno občutku, ki ga imamo ljudje, da smo v stalnih nekih krizah, da padamo iz krize v krizo, kar dejansko žal še vedno nekaj let po izidu te knjige še vedno drži. Ja, mogoče še bolj, žal. Še bolj. Tako da, kaj svetuješ sam posameznikom, ljudem, družbi, da tudi v času teh nenehnih kriz najdemo nek optimizem za prihodnost, tudi zato, da v bistvu odlašamo neke potrebe danes v skrbi, da bomo rekel, neko varno starost dočakali. Kako se v bistvu osredotočiti na neke dolgoročne cilje? V ti knjigi sta pravzaprav dve. Ena je znanstveno branje o izoliranih ljudeh, druga pa fantastična povest o izoliranih ljudeh. Obe imata pa naslov Krizolacija. V tem naslovu sem skušal združiti dvoje, krizo in izolacijo. Zaradi krize ali pa kriz, ki jih doživljamo po svetu, energetske krize, finančne krize, ki nas mogoče še čaka, ideološke krize, identitetne krize in kupa drugih kriz, tonemo vse globje v občutek, da je s svetom vse narobe. Že če pogledamo na zaslon zjutraj, so tam samo krize nanizane, recimo na katerem koli portalu, katerega koli medija. In zato postajamo bolj izolirani, zaprti, zato ker izgubljamo zaupanje v človeka. Ampak, kaj priporočam za začetek, kako se izvijemo iz tega primeža krizolacije, je, da ne pogledamo za dobro jutro na zaslon, da se dotaknemo človeka ob sebi. Ne samo, če smrči, recimo, da ga sunemo, ampak da ga pobožamo, nekoga, ki ga imamo radi. Zakaj? Ker na ta način dobimo za dobro jutro upanje, da je svet še vedno normalnejši, kot je videti po zaslonu. In ne želim, da si prikrivamo oči pred krizami, ki se danes dogajajo v Iranu, v Gazi, v Mjanmaru, Sudanu in v drugih kriznih žariščih po svetu, nikakor ne. Ampak, če podrsujemo od rilsa do rilsa, torej od posnetka do posnetka, pa zato tonemo kvečemo globje v krizo. Tudi če so to neki čudoviti posnetki tega čudovitega tvojega življenja, recimo, ali pa mojega življenja, se to tudi ni v redu za nas in naše zdravje in počutje. Če vsi ljudje živijo bistveno bolj fantastično kot ti. Tvoje življenje je pa klavrno, ne tvoje, ampak na splošno. In zato priporočam, dajmo pogledati človeka in dajmo se spomniti, da je svet bistveno boljši, kot je videti na zaslonu. Ta roman, ki sem ga napisal, ta je strašno črn, tako je res temačen, tako včasih mi pišejo kaki bralke ali bralci, zakaj sem jaz tako črno to napisal, da niso pričakovali od mene, da sem tak črnogled. Ampak jaz sem želel samo predstaviti zgodbo v neki hiši, v hiši številka 203, kjer se godi 100 stvari. To je malo ta parafraza te Ježkove, hiše številka 203. In ker živimo, tudi če živimo skupaj v blokih, recimo, smo odtujeni, ne poznamo se več, ne srečujemo se več. In jaz mislim, da je upanje za prihodnost v tem, ko srečamo spet soseda, ga pogledamo, ga pozdravimo, se mu nasmehnemo, rečemo dobro jutro. In naj se tako začne dan. Mislim, to je tudi investicija v prihodnost. Tista naša zlata rezerva so pravzaprav sosedje. Kot je rekel antropolog Marshall Sahlins v knjigi Ekonomika kamene dobe, sosedov trebuh je najboljša špajza. Zakaj? V soseda se splača vlagati, ker ti bo on, ko boš ti v krizi, pomagal. V to je treba verjeti, ker ljudje smo, rekel, družbena bitja, to imamo v genu, ker skupaj smo močnejši, smo varnejši in to moramo nazaj začutiti in negovati. Res je. In sam trdno stojim za stališčem, da nismo zgolj individuumi, temveč smo dividuumi, deljena bitja, ki nas drugi opredeljujejo, naše počutje, našo srečo, vse to dobimo od drugih. In zato se moramo čim večkrat srečati, pogledati, ker v tistem trenutku, vse veš, ko si s prijatelji, pa težave izpuhtijo. Zakaj? Ja, zato, ker
se razbremeniš. Tudi če se v kreditih potem z njimi Ja, ja. pogovarjam, pa o čemerkoli že. Ko nekomu drugemu zaupaš nekaj, kar te bremeni, nekdo drugi nosi vsaj kanček tega tvojega bremena. Tako da ne vlagati samo v Ja. zlato, pa v kriptovalute, vlagajte tudi v sosede, pa v prijatelje. In odnose, ne? Absolutno. Hvala lepa. Vidimo, da v času krizolacije premoženje postaja tudi naš obrambni zid, predvsem pa odnosi, a ne, in občutek za razvijanje skupnosti. Zdaj, kako pa bo v tem svetu, ki je pred nami, sploh še videti naše delo, prihodnost dela, o tem pa po kratkem odmoru, ki sledi. Takoj bomo nazaj. Dobrodošli nazaj. Do sedaj sva se pogovarjala o svetu nenehnega nadzora, o konceptu krizolacije. V bistvu zanimivo se je pa obrniti na to, kako bo ta svet in tehnologija vplivala na prihodnost našega dela. In tukaj bi rad malo videl slišal tvoje mnenje o prihodnosti poklicev, ne? O vplivu tehnologij na porabo našega časa in denarja. Pa začniva pri enem citatu, ki sem ga tudi prebral, a ne, v tvojih delih o Jeffreyju Hintonu, botru umetne inteligence, ki svetuje mladim, čeprav on profesor in doktor in raziskovalec, da naj postanejo vodovodarji, naj ne grejo na faks. Ne? A bi morali tudi starši otroke usmerjati vse v take, rekel, ročne poklice in v bistvu jih odsvetovati fakultete? Kako ti gledaš na to? Mislim, Geoffrey Hinton je to izjavil v nekem intervjuju za CNN lani in tudi takrat precej razburil, se mi zdi, tega televizijskega voditelja, ko je pač izjavil, da čez 10 let bo 99% služb verjetno nepotrebnih. Mislim, težko si izmislimo delo, ki ga ne bi bolje opravljal bodi si robot, bodi si umetna inteligenca ali pa to dvoje seveda povezano drugo z drugim. In potem so ga vprašali Hintona, kaj pa naj potem delamo, v kaj naj se pa prekvalificiramo, pa rekel je, postanite vodovodarji. To bo še nekaj časa šlo. In zdaj vsi ne moramo biti vodovodarji, upam, da se razumemo. Lahko pa, upam, prinese ta čas digitalne preobrazbe, ki bo naporen, nekaj novega, mogoče boljšega za svet in družbo. Do leta 2030 pa sem pogledal res različne napovedi, se napovedujejo po OECD-ju, UNESCO, McKinseyju in drugih teh misliščih, think tankih, od 10 do 30% potreb po delu manj. Kaj to pomeni za Slovenijo? Od 100 do 300 tisoč ljudi, ki morda jim ne bo treba več biti zaposleni. In to ni neka futuristična prihodnost, to je čez 4 leta. Pravzaprav se to dogaja že danes. V ZDA je recimo približno 14% služb že manj v teh začetniških poklicih, v pripravništvu. Zakaj? Ja, zakaj bi zaposlil nekega novinca, s katerim se boš samo ukvarjal, če pa lahko vse to dela namesto njega umetna inteligenca? Ampak kaj izgubimo na ta način? Izgubimo nekoga, ki bi ga lahko uvedli v delo, uvedli v kolektiv. Tako da, kar res priporočam je, dajmo razmišljati o teh temah danes. In tudi to je res pomembno vprašanje, ki si ga zastavil. Kaj naj mladi študirajo, s čim naj se ukvarjajo, katerim poklicom naj se posvetijo. In tu se pa strinjam s Hararijem, zgodovinarjem, ki so ga kak mesec nazaj vprašali nekaj podobnega za New York Times. Mislim, kako vi vidite prihodnost? Je rekel, nimam pojma. Nimam kristalne krogle in tega nihče ne ve, celo razvijalci umetne inteligence tega ne morejo vedeti. Zato vam priporočam, da čim bolj razpršite svoje naložbe in vlagite v troje, v glavo, v srce in v roke. Torej v miselne poklice, v skrbstvene poklice in v fizično delo. Ker vse troje bo mogoče v bolj digitalizirani prihodnosti prišlo prav. Kaj bomo najbolj cenili? Tega ne vemo. Ampak vse mogoče je pa to dobro sporočilo. In kar priporočam mladim, ki se zdaj odločajo za poklice prihodnosti, pojdite študirati, prosim. Pa ne zaradi tega, mogoče kaj boste upravljali v prihodnosti, ampak zato, ker boste nekaj izvedeli, nekaj pomembnega, kar vam bo spremenilo življenje in vam tudi napolnilo srce. Tudi z upanjem,
da je družba mogoče boljša, kot je videti na zaslonu. Razpršiti naložbe, ne? Glava, srce, roke. Glava, srce, roke. Ta je močna, zato ker prihodnosti noben ne zna napovedovati. Dejstvo je, da smo na pragu naslednje, bi rekel, velike tehnološke prelomnice, ki se Mogoče že odvija. največje vseh časov. Ja. In kako pa, mogoče, če se smejo dotakniti malo bolj take intimne, kako pa v družini, ne, ko se pogovarjaš s sinovi, ne, kako se pa z njimi pogovarjaš glede prihodnosti, pa kako jih, ne? To je kar tak izziv, ne? Zelo težko vprašanje. Ja. Seveda razmišljamo skupaj o tem, ampak Ja. jaz jih samo spodbujam v tem, v čemer so dobri Okay. in v tem, da so enostavno dobri ljudje. Tudi to sem si zadal kot moto letošnjega leta. Aha. Vsako leto si napišem nek moto v beležnico, ker Ja, sem nehal ja. se s temi kilogrami toliko ukvarjati, pa koliko jih bom imel manj do konca leta, ja. ampak si napišem samo še en moto in letošnji je: delaj dobro. Ker se mi zdi to izjemno pomembno. To je tudi ta neka naložba za prihodnost. Če delaš dobro, tudi deliš dobro. In to je bistveno. Da v čemerkoli bodo delali, en recimo študira geologijo, drugi si želi biti računalničar, tretji je odličen v sabljanju, tako da mislim, da so kar razpršili svoje naložbe. Ampak meni je pri vsem tem, karkoli bodo počeli v prihodnosti ti moji otroci, ti naši otroci pravzaprav, meni je važno samo to, da delajo dobro. Da bo ta svet še vedno dober in da bomo ohranili tisto, kar je bistveno pri človeku. Temu se reče človečnost. In vse te naše temeljne vrednote, zaradi katerih smo pravzaprav preživeli zadnjih 200-300 tisoč let. Zaupanje, spoštovanje, medsebojno pomoč, zmernost, strpnost in vse drugo, zaradi česar smo del družbe, skupnosti, kar bistveno presega to, kar nam nudi umetna inteligenca. Z eno besedo, ali pa z enim stavkom, res kratkim, pomembno je, da se imamo radi in v središče postavimo ljubezen. In so ljudje. Ljubezen do drugega, ne samo do sebe, temveč do drugega. In tudi to je, mislim, da dobra in pomembna naložba. Če investiramo v ljubezen, res tisto srčno ljubezen, ko ne želiš ničesar nazaj, se mi zdi, da je to tisto, kar nas najbolj izpolni. Je tudi najboljša naložba, spet. Ker to pa tudi kažejo raziskave, da dar drugemu te osreči bistveno bolj kot takrat, ko nekaj dobiš. Sploh, če daruješ nekomu, ki nekaj res potrebuje in mu s tem omogočiš, da živi bolje. Zdaj, v naši oddaji se veliko tudi pogovarjamo o tem, kako si v bistvu, kaj delati danes, ne, da si zagotoviš neko mir in varnost v jeseni življenja. In če bi za konec, ne, To sem že jaz v jeseni, verjetno tam. midva imava še nekaj. Sva nekje tam, ne? Midva, mislim, sva v izteku, ampak je iztek še kar Konec dolg. avgusta, recimo, ne? Ali pa tam začetek septembra. Ali pa čez kakšnih recimo 15 let, no, bova realna, ne. Kaj je tista stvar analogna, ne, ki bi jo priporočil gledalcem, da jo lahko danes naredijo, ne, da se bojo počutili bolj mirne in varne, nekako bolj mirne, da bodo tudi jesen njihovega življenja finančno varna in predvsem varna. Tako en pregovor mi je ta hip prišel na misel: kakor si boš postlal, tako boš spal. In zato velja seveda razmišljati tudi o prihodnosti, ne zgolj o prihodnosti, kakšen bo letošnji dopust, ampak tudi kakšen bo dopust leta 2045, recimo. In še enkrat ponavljam, dajte razpršiti te svoje naložbe. In ne samo varčevati, vlagati, ampak tudi vlagati, seveda. Torej, jaz mislim, da imamo v Sloveniji kar problem s tem, kako vložiti sredstva nekam. Smo precej nezaupljivi do raznih vzajemnih skladov, zaradi nekih izkušenj, ki smo jih imeli tudi v preteklosti. Precej pa bolj, da vlagamo v kriptovalute, kar je nenavadno. In jaz mislim, da moramo tudi vzpostaviti sisteme, ne samo varčevanja, ampak vlaganja, ki jih bodo ljudje spet razumeli. Meni so ti, kaj so INR-ji zdaj so aktualni in druge kratice,
to je nam zelo abstraktno. Mm. Tudi tisti, ki se ukvarjate s financami, dajte nam ta svet financ prikazati tako, da ga bo slehernik razumel. Potem bomo tudi bolj pripravljeni, seveda, ne samo varčevati, ampak tudi vlagati. Doktor Dan Podjed, najlepša hvala. Iskrena hvala, ker si vzel čas, da malo delil pogled z nami, pogled antropologa, ki je drugačen, nastavljaš nam ogledalo družbi in posameznikom. Tako da hvala. Hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste z nami preživeli 30 minut. Upam, da vam je bil pogovor koristen pri razmisleku, kako živeti danes, v kaj vlagati, v to, da bo naša skupnost močnejša in da bo naša varnost na jesen življenja mirnejša. Vabim vas, da ostanete z nami tudi v prihodnje, do takrat pa ne pozabite, vaš mir in finančna prihodnost je v vaših rokah. Srečno in nasvidenje. Pa samo to še za konec, če smem, ne bo zadnje, ne pozabiti, česar se dotaknete, preden greste spat, človek, ne pa zaslon. Hvala lepa, hvala lepa.